včeraj sem skupaj. Mislim, nekako, bom rekel, tako začel. Reprezentanca je mlajša, kot je ponavadi, oziroma, bom rekel, bolj neizkušena kot v preteklih letih. Glavni razlog je pa ravno zaradi tega, kajti ve se, da nimamo velikega izbora reprezentantov oziroma profesionalnih hokejistov, kakor mogoče druge reprezentance, tako da je treba počas uvajati mlajše in jim dati priložnosti, da se nabirajo izkušnje na teh turnirjih, zlasti temu tukaj v Minsku, ki je zelo kvaliteten, s močnimi reprezentancami. Tako da, kakšnih bi rekel, da imamo cilje iti na ta turnir. Cilji so, da pokažemo, da se fantje dokažejo, da si naberajo novih izkušenj in pa, da nekako spoznajo tudi moje in pa Majkovo delo, na kakšen način želimo delati, kakšni naj bi bili sistemi v določenih situacijah. Tako da mislim, da pa zdaj rekel, da gremo na turnir zaradi tega, da bomo osvojili prvo mesto, v tem trenutku zelo težko rečem, ampak nobenih izgovorov, gremo tja, izjemno motivirani vsi fanti, ki so prišli, so zadovoljni in pa seveda ponosni, da so tukaj in verjamem, da bodo dali vse od sebe, ampak, kot sem že rekel, glavni cilj je pridobivanje novih izkušenj določenih igralcev. Yeah, I'm very happy to be here. I've heard some real good things about the organization and the direction that they're going with the team. I've just had a chance to meet some of the players as we were regrouping here this evening for this, and there seems to be a strong feeling of energy and direction, and I think that's important for any team or any organization of this caliber, and I'm excited for the opportunity. Ivo and I worked together a number of years ago in Graz, and he thought that we could add some impulse to the program, and the players would respond well to having an older coach from Canada as a bit of a backup and a support person, and I'm excited for the challenge. I'm looking forward to seeing what we can achieve. Torej, smo že isto vprašanje. Že vemo, kakšni predstavljali bojo tekmice? Ne, nisem bil še seznanjen čisto odkrito. Glede na to, da upravljam dvojno službo, mislim, da nekako že si predstavljam, kako naj bi ekipe igrale. Mislim, da večjih sprememb v njihovih samih sistemih ni, tako da v bistvu bom rekel, da bi se zdaj posebej poglabljal v to, kakšni so moji nasprotniki, se nisem in se do svetovnega prvenstva najverjetneje tudi ne bom, ker mi je bolj prioriteta, kako igra moja ekipa. Tako da v sredo, ko pridemo gor, lahko spremljamo še kakšne treninge naših nasprotnikov, tako da se bomo majhen več vedeli, tako da, ampak prioriteta je seveda zame moja ekipa. Ivo, a je to premočan turnir za začetek, glede na močno spremenjeno in ponovljeno postavo Slovenije? Ne verjamem. Sej na koncev lahko se zavedamo, da sezona je tako dolga, da lahko pride do marsikatere poškodbe in vkolikor nismo seznanjeni, kakšne igralce imamo v zadaj, potem praktično nemogoče sestavljati reprezentanco. Že v samem začetku sem izpustil, bom rekel, tisto jedro igralcev, ki so v zadnjih 10 letih krojili slovensko hokejsko pravljico, ravno iz tega vidika, ker sem želel preizkusiti tudi igralce, ki še niso bili zraven. Ivo, kako pomembna bo igra, kaj se želite vi videti, kakšno Slovenijo? Mislim, prioriteta je, kot sem že od samega začetka, ko sem prevzel vlogo selektorja, mi je, da fantje pridejo z veseljem in da si želijo tukaj igrati. Da ne hodijo zaradi tega, da pridejo, da jim neben ne more očitati, da niso bili tukaj. Vsi fantje, ki sedijo tukaj za mano, tudi nekateri, ki jih trenutno še ni tukaj,
so vsi izražali veliko željo po dokazovanju in to je tisto, česar si želim, da so tukaj z veseljem, da jim ni težav problem delati, karkoli se jim reče in pa seveda, da bodo na ledu pustili vse tisto, kar imajo v sebi. Ker imamo pač nov strokovni štab, kako je zdaj sploh spremljanjem igralcev po Evropi, ali so zelo pašeni? Jaz osebno dosti spremljam igralce, tudi komuniciram z njimi, ne z vsemi, tako da vem, kako igrajo, bom rekel zdaj, da bi vsakega posebej gledal vse njihove tekme, kako igrajo, je pač nemogoče, ampak ravno zaradi tega mislim, da v tistih 10 igralcev, ki so bili vodilni v zadnjih letih, bistvenih skrivnosti od njih ni, vsi se točno zavedamo, česa so sposobni, vse je potem odvisno od njih, kaj dejansko dajo potem na ledu. Tako da povedal sem, da ne želim nikogar siliti, da igra za reprezentanco, in v bistvu se je posledično potem dosti zgodilo po dogovoru z mano, seveda, da bi spustili novembrski turnir nekateri, tako da sem jim pač ugodil to, ker, kot sem dejal, želim si, kadar pridejo, da so lačni igre za reprezentanco. Kako ti pa pomaga dejstvo, da si pred dobrima 2 letoma že delal v reprezentanci? Mislim, da dosti, zaradi tega, ker so fanti tudi mene spoznali, kakšen sem kot oseba. Mogoče v tistem času nisem dajal tistih glavnih napotkov pa to, ampak sem zelo veliko komuniciral z igralci, kot se mi zdi, da pomočnik trenerja more. Ampak vsi se pa mislim, da zlasti tisti, ki me poznajo, vedo, da sem tak vedno. Da ni to, da sem bil samo v vlogi pomočnika, nekdo, ki z njimi komunicira, da sem prav tako zdaj kot selektor v podobni situaciji in da upam, da jih ne bo nikoli sram ali pa strah vprašati za kakršnokoli situacijo oziroma kako in kaj bi bilo za njih boljše. Še eno torkovo ponovitev, kapetan, če je kaj bolj jasno? Ne, jutri mislim, da vsi pridejo, tako da tokom tega dopoldneva ali oziroma jutrišnjega dneva bomo določili tudi, kdo bo kapetan. Rad bi videl, da je eno od teh igralcev, ki so že bili zraven, ki si imajo nekaj izkušenj, kajti mislim, da tudi sodniki nekako gledajo na to, kakšen igralec pristopi do njih za komunikacijo, tako da nisem se še odločil, tako da v bistvu na koncu je zelo pomembno tudi, da je komunikativna oseba, da se lahko z njim pogovarjaš, ne samo koliko je mogoče tudi kakšna druga stvar, ki vpliva na samo igro. Ste kaj govorila z Žigo Jegličem, zdaj se vrnem po tej kazni polletni? Sva. Kaj sta kaj gotovila? Žiga je pripravljen igrati, bili smo zelo blizu tudi temu, da bi prišel na ta zbor, žal se je zapletlo z potnim listom, ki mu urejo vizo na Slovaškem za Rusijo, tako da kolikor tega ne bi bilo, mislim, da bi bil Žiga danes z nami že, ali pa jutri z nami. No. Kakšno posebno vznemirjenje tudi pri tebi, glede na to, da je to prvi zbor? Mislim, jaz to jemljam kot mojo službo, ki jo upravljam zadnjih 6 let, tako da zavedam se obveznosti in pa odgovornosti, ki prinaša selektorsko mesto, da bi pa seveda zdaj bil blazen nervozen oziroma zganjal neko paniko, to pa nikoli nisem in verjetno upam, da nikoli ne bom.